Nogometaši Maribora so še tretjo tekmo zapored vpisali le točko. Na tekmi proti Celju je manjkala želja, ki bi jo ekipa, ki želi biti prvak, morala pokazati. Na drugi strani pa so Celjani povsem zadovoljni s točko. Mislim, da je sodnik definitivno vplival na to, da je bila tekma izredno nervozna, kajti s svojimi odločitvami je, mislim, da nerviral popolnoma vse na igrišču, bil je slab in to je pripeljalo do tega, da je bilo toliko rdečih kartonov. Res je, da smo tri tekme zapovrstjo remizirali, da smo bili na tekmi proti Olimpiji zelo blizu zmage, da smo ti zadnji dve tekmi odigrali brez svežine, da nam ni steklo tako, kot bi si želeli, da smo veliko grešili, da smo bili prepočasni, da smo bili prenenatančni, vendar kljub temu danes je in pa tudi na tekmi v drugem polčasu proti Nafti je bilo veliko želje, da bi tekmo zmagali. Tudi tokrat smo v drugem polčasu vršili velik pritisk, nasprotniku je bilo jasno danes primarno to, da zadržijo neodločen rezultat, poti so zaprte in prostora je malo in ko si malce utrujen, potem je toliko težje. Saj nimamo nekega pritiska, tako če gledaš, ampak zgleda res, kot da nekaj se dogaja okoli nas. Ko je rekel trener, vedno manj je tekem in ne vem, mislim, da mogoče nam bo stresa, da igramo en dan pred Domžalami, ampak treba upati jutri na dober rezultat, ampak tudi če ne bo dobrega rezultata, mi smo še vedno prvi, tako da ne vem, kaj se sploh sekiramo toliko. Mislim, da v drugem polčasu smo dobro odigrali, škoda, da je sodnik izključil dva igralca, ker mislim, da tekma daleč od tega, da bi bila agresivna, da bi bil kakšen nevaren štart in ne vem, mislim, ko preigra jutri z Olimpijo, sigurno bo tudi oni zmatrni, ampak mi v Ljudskem vrtu imamo vedno eno brzino več, tako da mislim, da ni skrbi. Moram reči, da smo se mi na to tekmo pač pripravili tako, kot smo se. Vedeli smo, da je ekipa Maribora zelo močna, kajti ni za manj na prvem mestu in ima tudi najboljše statistične podatke. Vedeli smo, kaj nas pričakuje, tako smo se postavili, da v bistvu zapremo nekako njihove najbolj nevarne igralce, kar nam je do neke mere v prvem počasu uspevalo. Kljub temu smo si nekako iz kontranapadov ustvarili nekaj situacij, ki bi lahko bolje odigrali oziroma tudi naš napadalec Firer bi moral bolje reagirati po napaki mariborske obrambe. V drugem počasu smo pa pričakovali, da bo Mariborčani še bolj stisnili obroč okoli nas. Mi smo še, kako bi rekel, dejansko bolj zaprli te prehode, ampak tudi iskali priložnosti iz kontranapadov. Čeprav na trenutke nismo hoteli, da smo tako stisnjeni, ampak nekako nismo našli izhoda, ampak kljub temu sem vesel te točke, vesel sem za te fante, ki so potrebovali to neko potrditev, da lahko odigramo tudi eno dobro, solidno tekmo. Po nedeljo sem gledal tam Triglav, Domžale, Triglav, kot da je ena ekipa, ki se sestavlja v tisti dan, da se sestavlja proti nam, so šli kot divje svinje proti Domžalam, pa sploh niso prišli na igrišče. Zdaj bomo videli jutri Rudar Velenje. Jaz mislim, da lahko računam na Rudar Velenje, saj so se zdaj osramotili doma in sigurno ima tudi on nek pritisk, tako da jutri mora pokazati vsaj borbo. Tako da upamo na najboljše, ampak mislim, da tudi če oni jutri zmagamo, mi še vedno velikih 4 pike prednosti, sami odločamo, tako da ni skrbi, mislim. Domžale lahko pridejo zmago nad Rudarjem vijoličastim na le 4 točke zaostanka. Varovance Darka Milaniča pa v soboto že čaka težka tekma proti Kopru, ko slednji gostujejo v Ljudskem vrtu.